Lepo pozdravljeni. Tokratni belokranjski obzornik pričenjamo v Metliki, kjer je 29. februarja potekal edinstven festival. Drugi slovenski festival predikatnih vin. Ideja je vzniknila na ocenjevanju vin v Drašičih. Takrat se je pojavilo kar večje število predikatov in nekako vzniknila ideja, zakaj ne bi pa enkrat vzeli pod drobnogled samo predikate in pripravili festival. Tega zaenkrat še ni v Sloveniji in tudi širše v Evropi, koliko poznamo, takega festivala ni. Prvega so pred 4 leti pripravili v Drašičih. Ker je bil odziv dober, so festival letos preselili v Metliško športno dvorano in se odločili, da bo postal tradicionalen in da ga bodo tudi v bodoče pripravljali 29. februarja, torej na prestopno leto. Predikati so vina, ki jih nekako ocenjujemo na dolgi rok. To niso enoletna vina, tako da tudi po 4-10 letih so to lahko še zmeraj odlična vina. In nekako škoda bi bilo, da to vsako leto delamo presek teh vin, ampak mislimo, da je prestopno leto tisto pravo, da se posvetimo predikatom. Letos so v oceno prejeli 130 vzorcev predikatnih vin iz vseh 3 slovenskih vinorodnih dežel, pa tudi iz Hrvaške. Najbolje ocenjenim so podelili 63 medalj in 9 šampionov, enega ptujski kleti, 2 družini Mavretič iz Drašičev in kar 6 vinski kleti Prus iz Krmačine. Družini, ki je pridelala tudi Sauvignon, ledeno vino letnik 2003, ki je prejelo najvišje ocene strokovne komisije in naziv šampion ocenjevanja 2012. Moram reči, da je ravno še zmeraj sveže, je spominja na cvetje, posušeno drobno cvetje, na rozine, pa po medu. To je značilnost tega. Vino še živi, vino ima še prihodnost. Gre za ledeno vino lepe, zlate barve, ki dobro kotira tudi na tujih trgih, pravi Prus. 3-kratni vinar leta, ki že dolgo prideluje predikate. Da, res se ukvarjamo že dolgo leta s teh predikatnih vini, prej v manjši meri, zdaj pa zadnja leta v večji meri. Ona so nam vodilo, ona so nam, komercialna vina, čeprav, vina, ki nam gradijo blagovno znamko, poleg ostalih vin, ki jih imamo v prodajnem artiklu. Tudi Mavretičevi, dobitniki 2 šampionskih priznanj, se že dolgo ukvarjajo s predikati. Zmeraj človek hrepeni za boljšim, tako da smo se mi tudi odločili, da pridelamo nekaj drugačnega, nekaj boljšega, nekaj kvalitetnejšega, nekaj nadstandardnega. Tako smo se odločili za predikate. Mislim, da smo dobro uspeli, da smo se dosti poglobili, s znanjem, s tehnologijo, s vsem in glede na to tudi uspeli visoko plasirati naše predikate. S prodajo leteh se v zadnjih letih največ ubada hčerka Lidija Mavretič, ki je bila prva vinska kraljica Slovenije. Toliko truda, kot je potrebnega pri pridelavi tega vina, ravno toliko truda ali morda celo več je potrebno pri prodaji, marketingu in trženju tega vina. Predikati so malo spregledani. So pa to biseri med vini. Bolj smo se jim posvetili v pridelavi kot v uvajanju v gastronomijo in tu je še velika rezerva. Promociji te žlahtne kapljice namerava prispevati svoj delež tudi slovenska vinska kraljica Martina Baškovič, ki si je za svoje protokolarno vino izbrala prav predikat. Že korak, da je predikatno vino, kraljičine protokolarno vino, je v bistvu korak k temu, da predstavimo to vino, da ga ljudje spoznajo, da vidijo, katere trgatve sploh spadajo pod predikatna vina in tako dalje. Tako da se bom trudila tudi v tej smeri zagotovo. Slovenska vinska kraljica je poizkusila tudi predikate na festivalu v Metliki in bila navdušena nad njihovo kakovostjo. Predikatna vina so res zgodba zase in zato ni čudnega, da lahko predikatno vino tudi zamenjamo sladico, ker to so res vina, sladka vina, izjemne kvalitete, kot sem omenila, in si res zaslužijo posebno mesto v prostoru vinarskem. K njihovi promociji, trženju in kulturi pitja predikatov naj bi pripomogel tudi slovenski festival v Metliki, na katerega so še posebej povabili gostince. Naš cilj je, da predikat pride na
slovesno kosilo ob sladici. Tako kot smo nekako osvojili, da je penina za aperitiv, želimo zdaj doseči, da bo postrežen predikat na koncu obroka, na koncu slovesnega kosila večerje. Znano je, da predikati sodijo k sladicam, a zelo lepo se priležejo tudi k sirom. Sir se nudi vedno takoj po sladici, ja. V glavnem po kavi in po sladici na koncu, naprimer v restauraciji, še sommelier pride z vozičkom sirov, različnih sirov, ki so starani, manj, sveži siri, v tropinah, z rdečo mažo. Recimo poznamo tudi sire, ki so zorjeni v hlevu. Siri so zelo močnega okusa, tako kot predikati, pravi Kajtna, ki je tokrat pokušino ponudil mladi in tudi starani planinski sir. Začel se je v Franciji, ko so po sladicam, je še gostom ostalo v kozarcu vino. In so rekli Francozi, da to vino, predikatno vino, bi lahko še dodali sire. Za to vrstno kulturo pitja predikatov, ki jo v Franciji poznajo že leta, bomo morali v Sloveniji še kaj postoriti. Kultura pitja predikatov je pa seveda tista, kjer moramo skupaj za gostinci, someljeji, predvsem pa sami vinarji, povedati, kdaj, kje in kako katero vino. Kot prav tako suha, polsuha vina. Prav tako predikatne imajo svoj trenutek. Najdemo trenutek, predstavimo ga ljudem in tudi pitje predikatov se bo temu primerno povečalo. Ptujski kleti, najstarejši v Sloveniji, ki je v Metliki prejela šampionsko priznanje za njihov renski Riesling suhi jagodni izbor letnik 2008, se sicer s predikati ukvarjajo že 40 let. Slovenija je dežela predikatnih vin, se pravi tistih vin za najvišjim preostankom sladkorja. In prav Bela krajina je ena od področji, kjer uspevajo, bom rekel, svetovno znani predikati. In takemu kraju, taki pokrajini pritiče, da organizira festival in vzdiguje kulturo pitja, uživanja, predvsem pa čaščenja predikatnih vin. Belokranjci dosti stavimo na predikate, mislimo, da je to še ena velika tržna niša, ki bi jo lahko skoristili, tudi odlične pogoje imamo v Beli krajini in zakaj ne bi tega še promovirali. Predikati so res tržna niša in to moramo izkoristiti, pravi dr. Julij Nemanič, vendar Belokranjcem manjka povezanosti. In predikatni vin, ki je še toliko manjih, bi lahko bila belokranjska predikatna vina, če tudi v enaki steklenici, da bi kazali, da bi prepoznavnost Belokrajine preko predikatnih vin, preko enake steklenice bila tudi bolj opažena. V okviru festivala so pripravili tudi več dobro obiskanih delavnic o predikatih in njihovi pridelavi. Veliko znanja je namreč potrebnega za pridelavo tega nadstandardnega vina. Če hočeš pridelati predikat, se začne že v vinogradu, odrezi vinske trte, bomo rekli kompletno do rečenja grozdja, do izbrane lege, do mineralov v zemlji, se reče do predelave grozdja v vino. Truditi se je treba. Tehnologija predelave predikatni vin je znana. Bomo rekli, to piše literatura in vse. Vendar spretnost kletarja, natančnost, urejenost in grozdja in opreme in kleti in vinarja mora biti. Vendar vsako leto ni naklonjeno predikatom, pravi Prus. Letos rečem, da ni bilo pravi pogojev za ledeno trgatev in smo mi zadnjo trgatev izvedli 17. januarja. Suhi jagodni izbor pa je bil renski Riesling in rumeni muškat, ker je grozdje šlo v fazo že preveč v rozinjenje in tako dalje, spada fajn v suhi jagodni izbor, v ledeno pa tudi, ki je kasneje zmrznilo, ni to karakter ledenega vina in ne vem, kako bi to kotiralo. Letos smo predelali 2 pozne trgatve, 2 izbora in 2 suha jagodna izbora. To je bilo z letnika 2011. Medtem ko pa drugo je šlo v redne trgatve. Mi smo pridelali lanski letnik, imamo 3 visoke predikate, to so vsi 3 suhi jagodni izbori s sladkorjem od 170 celo do 260 ekslov in med njimi je tudi kraljevina.
Kakšne kakovosti bodo ta letošnja predikatna vina, bomo videli šele čez nekaj let, pravijo vinarji. Morda prav med njimi zorijo šampioni prihodnjega ocenjevanja in festivala predikatov, ki bo v Metliki 29. februarja čez 4 leta. Še ostajamo v Metliki. Vodimo pa vas na prav poseben dogodek, kakršnega ne doživimo vsak dan. V tamkajšnjem domu počitka je namreč 8. marca praznovala 100. rojstni dan Angela Plut. Živahna gospa, ki tudi ob tako visokem jubileju ne manjka energije za pesem in ples. Angela Plut, ki se je pred 100 leti rodila na Lešnici pri Otočcu, zadnjih 9 let preživlja v metliškem domu počitka, kjer so ji tudi pripravili slovesno praznovanje visokega jubileja. Lepo se imam. Dokler sem še toliko zdrava, saj včasih mene tudi glava precej boli. Ampak, če boli, pa preneha, pa je v redu. Pa se nasekiram veliko. Se nasekiram, pravim, tako mora biti. Če bilo pa kaj hujšega, bilo pa še hujše. Pa me ne, nobene sile, ne. Glede na to, da je le redkim dano dočakati 100. rojstni dan, smo seveda nasmejano, zgovorno stoletnico, obkroženo svojci in stanovalci ter osebjem doma, povprašali, kako se človek počuti ob praznovanju tako visokega jubileja. Kako hvala lepa, kar v redu. Posebno zato, danes, ko sem tukaj, ker smo tako dobro volje vse skupaj, da sem prav srečna. Med toliko ljudmi, kakor sem, pa sem skozi kar resnično vesela, da jih poznam malo več tudi, ko včasih vidiš, včasih ne, pa je tudi to veliko vredno, da jih vidim. Vidi in sliši kar dobro. In, kar je najpomembnejše, vedno je dobre volje. Kot pravijo njeni svojci, sta jo oblikovala krščanska vzgoja in kmečko življenje. Zato ni nikoli v življenju tarnala, čeprav ni bilo ravno lahko njeno življenje. Bila je natančna, odlična šivilja, ki je kar nekaj let šivala po ljubljanskih hišah. Ja, prej sem v Ljubljani šivala celih 10 let. 10 let. Če bilo treba, da nas v Ljubljano prideti, pa je kam okrog tistih strank, sem pozabila že, ne bi znala več prideti. Res? A zašili bi še kaj? Tudi ne bi šla. Kaj pa zašili bi še kaj? Ne, to pa mora biti oči dobre. Prešivanj, če ne imate finih oči, ne boste šivala. Ne. Pri skoraj 60 se je gospa Angelca poročila z vdovcem iz Semiča, kjer je tudi živela do 91. leta starosti. Svojih otrok ni imela, a je z izrazitim čutom za pomoč skrbela za druge, predvsem bratove otroke, pripovedujejo njeni svojci. Vedno je trdo in veliko delala, a v skladu z njeno pozitivno miselnostjo pravi, da ji ni bilo težko v življenju. Ne mi je bilo. Jaz sem se skozi lepo imela, tudi kadar smo kam šli, ali pa tudi, če sem sama šla kam, pa sem se posod lepo imela. Ampak delati je bilo pa treba. To pa ja, to je pa stara bolezen. To pa mora biti na kmetih, ne? Ja, na kmetih moraš delati, drugače ne boš imel kaj jesti, če ne boš delal. Ko predelaš, si pa dober. Če pa kdo potarna v njeni bližini, da mu je težko? Jaz, če pravim, če je kakšen tak, pa da jamra, pa ta prvo vprašam, kaj je za krivda, da je tako hudo. Pol pa če pojamra, da vidim, da je res trpi zaradi tizga, ga korajža mu dajem, pravim samo tu, ne se sekirati, ker bo vsak dan zdaj lepši, pa boljši, pa boš videl, kaj te jaz povem. No in je res tudi tu. Tako torej je z močjo pozitivnega mišljenja gospa Angelca dočakala 100 let. A tudi pri 100 ne miruje. Vedno živahna in dobre volje je vključena v vse aktivnosti v domu. Tudi pri folklorni skupini še sodeluje. In predvsem rada poje. Ja, take stvari jaz rada delam, če moram, če me kdo povabi. Če me pa noben ne povabi, da bi se izcela, pa nikomer se nečem, to pa ne. Ne pojem več tako, kot sem prej, ko sem bila mlada. Prej pa stalno pela. Pri mašin, šivala pa pela.
Pela in plesala je tudi na praznovanju svojega 100. rojstnega dne ter zabavala vse, ki so ji prišli voščit za njen praznik. In bilo jih je veliko. Od semiške županje Polone Kambič in metliškega župana Darka Zevnika do drašiških voščačev, s katerimi je tudi zapela. Prišli so tudi predstavniki metliške mestne skupnosti, Semiškega rdečega križa in Društva upokojencev Semič. Vseh je bila vesela in se vsem lepo zahvalila. Prisrčna hvala, da je imela pa same dobrote lepe. Prisrčna hvala, kakšna krasota. Vodstvo Doma počitka ji je podarilo album s fotografijami, ki pričajo o njeni aktivnosti v domu. Sostanovalci pa pozlačeno palico. Kaj, da mi je to dobilo? Seveda na praznovanju ni manjkala niti torta. V obliki številke 100 so jo spekli v domski kuhinji. In bila je prav slastna. Vsako številko 100 je razrezala gospa Angelca. Nato pa skupaj z vsemi gosti zapela in nazdravila s kozarcem vina. Posebnih želja in načrtov vitalna stoletnica nima, se pravi. Kaj bo in kako bo, nič ne vem. Se še včasih pravim, se od danes sem, za jutro pa že ne vem, če se bom še živa ali ne. A se ne sekiram, menda že mora biti tako, dodaja. In prav to svetuje vsem. Ne se sekirati, lahko bi bilo slabše. Nikoli ne vemo, kaj pride v življenju, a menda že mora biti tako. In verjetno se prav v takšnem razmišljanju skriva recept za dolgo življenje in tako lepo, vitalno starost, kakršne bi si vsi želeli. Ko sem jaz zdaj mislila, da bom to starost dočakala nikdar. Ne, nisem mislila. Sem rekla, jaz bom, ko bom stara 25 let, če bom 30, bom velik že, takrat me ne bo več, bom že v zemlji. Ja, pa ne reš to. Sem še zdaj tukaj. Seveda želimo gospe Angelci, da bi nas še dolgo navduševala svojo dobro voljo in optimizmom, ter iskreno upamo, da ji bomo lahko čestitali tudi za 101. rojstni dan. Sedaj pa se selimo na nogometna igrišča. Najprej v Črnomelj, kjer bi jim prav prišel priljubljeni stavek 100-letne gospe Angelce. Menda že mora biti tako. Poglejmo zakaj. Po zimskem premoru se je v začetku marca pričel pomladni del drugoligaške nogometne sezone. Prvo tekmo je ekipa nogometnega kluba Bela krajina odigrala doma, na domačem igrišču in kljub črnogledim napovedim s 3-2 premagala Garmin Šenčur, ki je prišel v Črnomelj prepričan v zmago. Močno spremenjeno in pomlajeno, a borbeno belokranjsko moštvo sicer zmage z Garmin Šenčurjem, tretje uvrščenim na lestvici, ni pričakovalo. Mi smo pričakovali, šli smo v tekmo, smo se zmenili, da gremo 100%. Zdaj, kaj bo iz tega izpalo, bo izpalo. Na koncu se je izteklo 3 točke, super, nimam kaj reči. Minulo nedeljo pa so Belokranjci igrali v gosteh pri Dravinji in se domov vrnili z 1 točko, saj je bil izid izenačen 1-1. Te pike so nam izredno pomembne in en lep zagon za vse skupaj v klubu, ki delamo za naprej. Vendar z bremeni iz preteklosti. Lani je namreč črnomajski nogometni klub zabredel dolgove, ki jih bo težko poravnati. Dolgovi niso od danes in mi se zavedamo, da stvari niso idealne, da niso dobre. Smo pa pripravljeni prijeti in probati stvari, koliko se bo dalo speljati. Zdaj, za nazaj bo res težko vse stvari narediti, vendar se zavedamo, da imamo zdaj licenco in da moramo do 15. aprila stvari urediti. Jaz upam, da
bojo tudi ljudje nam pomagali, tudi še ostali, ki so tudi bili do zdaj v klubu, da bojo razumeli situacijo in da nam skupnimi močmi probamo ta klub obdržati na tem nivoju tekmovanja. Kako, še ne vedo. Enostavno je bo klub predrag in na tak način se več glede na situacijo splošno, ki je v Sloveniji, še posebej v Beli krajini, enostavno na tak način naprej se več ni dalo. Zbrali smo se volonterji, zbrali smo se ljubitelji kluba, ker hočemo ta klub držati na tem nivoju in gremo naprej. Zamenjali so vodstvo kluba in tudi trenerja članske ekipe. Sprejel sem to ekipo v izjemno slabim, bi rekel, stanjem, bolj materialnim kot igralskim, pa tudi igralskim se je precej igralcev zadanih odšlo. Zaradi pač finančne situacije, ki je v klubu, se moramo pač naslanjati na svoje domače igralce. Tudi za ceno izpada iz druge lige, ki je velik finančni zalogaj za Belo krajino. Ja, vsekakor. Tudi za ceno izpada v tretjo ligo bomo forsirali domače igralce in bomo poskušali tu narediti neko ogrodje tudi za naprej. Ker mislim, da tudi gledalci bodo zadovoljni z domačimi igralci, z domačim pristopom, ki mora biti res pravi in edino na ta način imamo neke možnosti, da bomo ostali v ligi. Pri nas je že problem ta velik, ki nas že vsi odpisujejo. Vse posod, ki čitate, je že ta tretja liga na bum. Ampak mi smo dokazali z mladimi igralci, da lahko pariramo vsakemu v tem ligi in to je spodbuda za naprej. Vzdušje v moštvu je sicer dobro, borbenost je prisotna. 3-4 starejši igralci, ki so še ostali v klubu, pa se skupaj s trenerjem trudijo svoje znanje in izkušnje prenesti na mlade nogometaše, pravi Žagar. Tak je, enostavno taka je politika kluba in tako so se odločili ti naši funkcionarji in tak je, treba iti naprej. V klubu pa so se pripravili tudi na črni scenarij, saj so pred kratkim ustanovili društvo Šola nogometa in tako mlajše nogometne selekcije ločili od članske ekipe. Sicer je to vse v sklopu nogometnega kluba Bela krajina. Imeli bojo svoje vodstvo, imeli bojo svoje finančno poslovanje in mislim, da je to najboljša situacija, da delajo po svoje, da delajo slučajno, če se tudi kakšen slab scenarij zgodi za člansko ekipo, da oni delajo naprej in da normalno funkcionirajo. Še posebej sedaj, ko je po večletnih prizadevanjih nogometašev Črnomaljski svet v rebalansu proračuna zagotovil 110 000 evrov za umetno travo na igrišču na Vražjem kamnu. Preostanek potrebnega denarja pa bo prispevala Fundacija za šport. Ostanimo še malo pri nogometu. Tokrat z 10-letnimi nogometaši nogometnega kluba Kolpa Podzemelj, ki se bodo konec meseca pomerili s svojimi vrstniki v finalu državnega tekmovanja Rad igram nogomet. Konec meseca se bo namreč zaključilo zimsko tekmovanje najmlajših slovenskih nogometašev pod imenom Rad igram nogomet, ki slovi tudi kot neuradno državno prvenstvo. V finalu 10-letnih dečkov se bodo pomerile 4 ekipe, med njimi tudi moštvo nogometnega kluba Kolpa iz Podzemlja, ki je na polfinalnem tekmovanju v Metliki premagalo vse ekipe v svoji skupini in se tako uvrstilo v finale. Malo sreče. Sreča je res potrebna, a brez rednih treningov seveda ne bi šlo. Ta selekcija trenira, bomo rekli, že od 7. leta starosti. Na rangu oziroma na območju Medobčinske nogometne zveze Ljubljana so dosegli v vseh starostnih kategorijah svoje uspehe. Pomeni, bili smo na zaključnem turnirju v 8, potem na zaključnem turnirju v 9, tudi pričakujemo na zaključnem turnirju v 10. In zakaj 10-letni dečki že več kot 3 leta trenirajo vsak dan? Zato, da se družim, da se naučim kaj novega, da se naučim, kako se igra nogomet, da se družim. Seveda je tudi športno druženje eden izmed ciljev zimske lige Rad igram nogomet. V bistvu je pač nogometno napredek, nogometna izkušnja na takem nivoju, ki ga drugače v svoji zvezi na mikroklimi, bom rekel, ne morejo doživeti. Tukaj pa se srečujejo tudi z drugimi ekipami. Ta liga obstaja že 13. leto in moram reči, da je z leta v leto bolj popularna. Tako da po zadnjih podatkih lanskega leta, letošnje še zbiramo, je bilo več kot 5000 otrok udeleženih v tem tekmovanju v celotni Sloveniji. Med 700 ekipami so se Kolpini dečki U10 že lani uvrstili med 4 najboljše v državi. Letos pričakujejo še več, saj so fantje pokazali odlično in borbeno igro.
Pa tudi sicer v nogometnem klubu Kolpa raste odličen podmladek. 8-letni dečki so v ligi Rad igram nogomet prišli do četrtfinala. Ja, imamo 6 selekcij, tako da cirka 130 do 140 igralcev registriranih, ki nastopa v vseh teh selekcijah, od 8 cicimani, 9, 10, mlajši dečki, starejši dečki in člani. V nogometnem klubu Kolpa nimamo težav z podmladkom, imamo, bomo rekli, številne selekcije in tudi kadrovsko so dosti popolnjene. Imamo potem težave v nadaljevanju, ko zapustijo naš kraj, ko odidejo v večja mestna središča v šoli, takrat pa težje sestavljamo, bomo rekli, kadetske mladinske selekcije. A to so že težave, s katerimi se 10-letni nogometaši, ki se v teh dneh pripravljajo na zaključno državno tekmovanje, ne ubadajo. Želijo si predvsem izboljšati lanskoletni rezultat in se uvrstiti med 3 najboljše v Sloveniji. Držimo jim pesti. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa vas vodimo še na celovečerni koncert tamburaške skupine Vodomec. Konec minulega tedna so najprej igrali in peli v Semiču, nato pa še za dan mučenikov v Črnomlju. 18. leto teče, odkar je tamburaška skupina Vodomec krenila na samostojno glasbeno pot. Vse skupaj se je začelo v bistvu z igranjem pri folklorni skupini Dragatuš. Takrat smo med pavzami, med vajami igrali tudi kaj drugega. In to je bilo vsem ostalim všeč in potem smo enostavno rekli, zakaj pa mi ne bi še na tambora igrali nekaj, kar ni samo ljudsko, kar ni samo folklora. Ljudskim pesmim so dodali še lastne skladbe in priredbe različnih glasbenih uspešnic ter hitro osvojili poslušalce. Njihov zaščitni znak pa je postal Vodomec, zaščiten ptič, ki živi v krajinskem parku Lahinja. Ko smo iskali ime, smo iskali nekaj, kar bi bilo primerno za nas, nekaj, kar je iz domačega kraja in potem smo spoznali, da v bistvu imamo Vodomca, zaščitenega ptiča zraven. V prvih 9 letih igranja so izdali 2 zgoščenki in zabeležili veliko nastopov. Kar nekaj njihovih pesmi je postalo popularnih, med njimi tudi Lokalni pilot. To je pesem delana za starejše, primla se pa po vrtcih, tako da je uspešnico najti, recept za uspešnico je zelo težko najti. Pravzaprav ga nikoli niso niti iskali, saj fantje igrajo in pojejo predvsem za svojo dušo. Ja, mi se ukvarjamo z glasbo iz hobija, vsi ostali zraven tega hodimo po službah in vse ostalo zraven in predvsem je to hobi. In ga seveda se bavimo s tem, koliko zmoremo, koliko imamo morda trenutnega navdiha. Očitno jim je v minulih nekaj letih zmanjkalo navdiha, saj so poredko nastopali, pa tudi celovečernega koncerta niso že dolgo pripravili. Zdaj smo se odločili, recimo, da se zopet malo bolj posvetimo glasbi in plod tega so tudi koncert, ki bi že včeraj v Semiču in danes v Črnomlju. Celi popojo dal goru zveli, celi popojo dal goru zveli, celi popojo dal goru zveli.
Pravzaprav sta bila koncerta v Semiču in Črnomlju neke vrste zaključek zadnjega 5-letnega obdobja, v katerem so obudili nekatere malo zapostavljene pesmi, pravijo fantje. Sedaj pa že načrtujejo nova avtorska dela, vendar se tega lotevajo projektno, pravijo. In trenutno v njihovem projektu ni nove zgoščenke. Albumi so že, bom rekel, draga in mogoče zastarela zadeva, tako da delamo zdaj pač po projektih. Volje in veselja za igranje in ustvarjanja jim ne manjka, primanjkuje pa jim časa. Čas je dan danes sveta vladar in tudi pri nas je to. Marsikomu utrgamo določeno minuto, tistemu, ki nam je najbolj pri srcu. A kjer je volja, je tudi pot. In tudi člani tamburaške skupine Vodomec so našli čas za bolj intenzivno glasbeno ustvarjanje in tudi vaje. Vaje so vedno potrebne. Brez vaje ni mojstra in čim se tle zapustimo, se nič ne naredi. Tako da moram reči, da smo za te koncerte imeli še pospešene vaje, dodatne vaje in celo ene visokogorske priprave, celodnevne vaje. 8-članska tamburaška skupina občasno sodeluje še z 2 dekletoma, violinistko Tino Simonič in pevko Tatjano Hutar. Na tokratnem koncertu pa so v goste povabili še prijateljsko klapo Škrljevo iz okolice Rijeke. Dobri 2 uri trajajoči koncert je navdušil občinstvo, ki je prepevalo skupaj z Vodomcem in njihovimi gosti. In zagotovo jim bosta ta 2 večera vzpodbuda za še kakšen koncert, tudi na drugi strani Gorjancev, pa tudi za nadaljnje glasbeno ustvarjanje. To je vse skupaj kot zorenje vina. Na začetku je dobra letina in bujno obrodi. Pol se mora pa nekaj časa starati, da je dobro in mi smo se tudi nekaj časa starali, da smo zdaj dobri. Vodomec in vino je ena idealna primerjava. Tako so se iztekle minute, namenjene tokratnemu belokranjskemu obzorniku. Uživajte v pomladi in se imejte lepo do našega ponovnega snidenja čez 14 dni. Srečno!